Tokrat v občinskem informatorju. V mariborskem naselju Bumerang med stanovalci še vedno vre nezadovoljstvo zaradi nove prometne ureditve. Neurja in suša v zadnjih mesecih povzročata težave kmetom v Spodnjem Podravju. Kdo je novi 100-kratni darovalec krvi v UKC Maribor? 30. tabor slovenskih otrok po svetu na C-Shot Škorpijon. Tradicionalni teniški turnir v Gorišnici. Tradicionalne vaške igre v Pernici obudile stare običaje. Stand-up s Tadejem Tošem na trgu Ptujske Gore navdušil obiskovalce. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Mariboru, kjer v naselju Bumerang med stanovalci še vedno vre nezadovoljstvo zaradi nove prometne ureditve. O težavah smo že poročali, zdaj pa so se prebivalci tudi javno odzvali in opozorili, da je prenova po njihovem mnenju namesto izboljšav prinesla manj parkirnih mest, prometne težave in oteženo vsakdanje življenje. V mariborskem naselju Bumerang se stanovalci že dalj časa soočajo z nezadovoljstvom zaradi nove prometne ureditve. Zdaj je dosti slabše, kot je bilo pred to ureditvijo, ker prej smo imeli dosti več parkirišč, kot jih imamo sedaj. V bistvu so, asfaltirali ta parkirišča, ker so pa v bistvu na podlagi tega odvzeli vsaj polovico parkirišča znotraj Bumeranga. Včasih so stali avti po 4, danes ne dobiš v tisto 3. Na isto parkirni prostori so ostali za blokom, na oni strani bloka ostalo vse isto in tam pa ni bilo potrebno spremeniti. Stanovalci so na težave že opozarjali pred leti, a so bile spremembe po njihovem mnenju izvedene brez njihovega sodelovanja. Mi smo imeli leta 2022 sestanek z mestno četrtjo in smo enoglasno bili stanovalci proti zmanjševanju parkirnih mest v našem območju, ker gre za zgoščeno stanovanjsko naselje, ker če rečemo, da je 940 stanovanj, imamo samo 30% parkirnih mest. Na mestni četrti so jim pojasnili, da je ena od možnosti vložitev pobude za spremembo občinskega prostorskega načrta. Da vložimo zahtevek za spremembo zelene površine v površino za mirujoči promet oziroma parkirišče. Svoje pomisleke in nezadovoljstvo so stanovalci naslovili tudi na mestno občino Maribor. Mestna občina se tukaj nekako ne odziva. Sicer smo imeli en sestanek z njo, kjer pa vseeno vztraja pri svojem naših predlogov ne upošteva. Tudi v bistvu, ki smo dali tiste predloge že na prejšnjih sestankih, ko se še v bistvu niso začela dela izvajati. Upamo še vedno na to, da bomo imeli neko skupno nit, da bomo skupaj prišli, se skupaj sedli, zmenili, kako bi lahko uredili, izboljšali promet, parkiranje, vse skupaj. Žal pa še do danes ni bilo tega trenutka, da bi našli skupno rdečo nit. Dodatno vprašanje odpira tudi dejstvo, da se območje nahaja pod varstvom kulturne dediščine. Tudi tja smo naslovili vprašanje, da bi dobili projektno dokumentacijo, pa bom rekla, da so to službe, ki sploh z stanovalci ne komunicirajo. Stanovalci opozarjajo tudi na obljube o nadomestnih parkiriščih. Pred časom so v bistvu nam obljubljali tudi parkiranje v garažni hiši. Mi smo to razumeli, da bo to v parku mladih. Ne strinjamo se s tem, da bomo parkirali kjerkoli. Zdaj so nam sicer ponudili tu neke ulice, zdaj pa če rečemo Jedličkova, ima v bistvu gradbeno firmo, kjer parkirajo delavci, ki grejo na delo na gradbišča, v tujino, je vse zaparkirano, to nam ni nadomestno parkirišče. Sosedna ulica je Pošteljska, tam imate hostel gor, kako naj mi tam parkiramo pred šolo, pa imate tudi stanovalce sosedne ulice. Tako da vse alternative, ki so nam bile ponujene, so v bistvu niso za nas, ampak za neko širše območje in s tem se mi nikakor ne moramo strinjati. Kot eno večjih težav stanovalci izpostavljajo tudi dostopnost intervencijskih in drugih služb. Posebej pa je problem, da pride, rešilec, zapre celo sosesko, nihče ne more nikamor. Mi stojimo za avti, se pravi pride pobirati recimo avto odpadke, stojimo za njim, pa se vozimo 20 minut tukaj, da sploh pridemo do izhoda. To ni neka normalna zadeva. Zelo pogosto opažamo, da je problem, ko pridejo reševalna vozila, torej v bistvu ti sanitetni prevozi, ko pridejo po obolele bolnike. Takrat se zapre pot za 10-15 minut, ko snaga pride v bistvu pobirati smeti, se podaljša čas do pol ure tudi včasih.
Včasih se tudi opažamo, da ne morejo pravilno voziti, da obračajo vozila oziroma na koncu vozijo vzvratno, ker je spet dodaten problem, da moramo se mi omikati, da lahko sploh, večja tovorna vozila, intervencijska vozila tudi pridejo ven iz tega bumeranga. Težave po besedah stanovalcev nimajo le vozniki, temveč tudi pešci, invalidi in starši z otroškimi vozički. Mi smo imeli na Celjski ulici 2 pločnika, en je bil odvzet, drugi pa je skoraj v 1/3 pokrit z avti. Stanovalci od občine pričakujejo predvsem dialog in rešitve, ki bodo izboljšale pogoje za varno in kakovostno bivanje v soseski. Neurja in suša so v zadnjih mesecih močno zaznamovale kmetijstvo v Spodnjem Podravju. Toča je prizadela velike površine, škoda je vidna na različnih pridelkih, kmetije pa se soočajo tudi s posledicami pomanjkanja padavin oziroma suše. V zadnjem mesecu je kmetijstvo v Spodnjem Podravju prizadelo neurje, ki je povzročila veliko škode na pridelkih. Na začetku junija so bila žita v fazi klasenja, že počasi proti zorenju, tako da je na žitih praktično ogromna škoda bila, tako na pšenici, ječmenu, tritikali. Oljna ogrščica je na tem območju. Saj 4500 hektarov je tu pšenice, okrog 3000 hektarov ječmena. Seveda najbolj pogosta kultura je pri nas koruza, tako za zrnje kot za silažo. Tu je blizu nad 9000 hektarov na tem območju bilo prizadetih. Prizadela je tudi druge kmetijske pridelke. Vsi pridelovalci Ptujskega luka so praktično bili na območju, kjer je toča klestila. Potem oljne buče, preko 600 hektarov imamo mi na tem območju oljnih buč. Preko 800 hektarov je soje, ki je vedno bolj pogosta kultura na našem območju. Silovita toča je prizadela obsežno območje od Haloz do Ormoža, kjer je poškodovala okoli 33 000 hektarjev površin. Posledice so vidne tudi v vinogradih in sadovnjakih. Okrog 1400 hektarov je vinogradov prizadela. Nekateri vinogradi so bili praktično brez listov, brez tudi tisti kabrniki, ki so takrat že bili nastavljeni. Je praktično toča zbila iz trte, tako da je bilo tako, kot da bi januarja gledal vinsko trto, samo mladike. Tudi po mesecu dni so posledice neurja na prizadetih območjih še vedno vidne. Eni kmetje so šli v ponovno setev, recimo koruze. Žita se pospravljajo, praktično so že v končni fazi pospravljena. Kmetje so želi tam od 500 kil na hektar, ko vemo, da na tem območju dosegamo tudi 8 ton žita, recimo pšenice, ječmena, pri dobri tehnologiji. Poleg neurja je veliko škode povzročila tudi suša. Od 1. aprila do 13. julija beležimo primanjkljaj padavin na našem območju za 237 litrov. Tako da vse te na novo posejane rastline praktično zdaj jih suša in pa vročina tudi drži na takem nivoju, da upamo, da bojo preživele rastline, če bo seveda prišel dež. Prve ocene kažejo, da je škoda obsežna. Skupno ocenjujemo, glede na 33 000 hektarov, da je več kot 30 milijonov škode na našem območju povzročila ta toča, ki je bila v začetku junija. Nismo pa še na koncu leta, ne. Do konca avgusta je še vedno možno, da prihajajo nevihte, ki dodatno poškodujejo rastline. In pa seveda to, kar smo zdaj priča, je pa sušno obdobje leta, ko tudi te rastline, ki so prizadete po toči, pa tudi na novo posejane, trpijo pomanjkanje vlage. Kmetijstvo ostaja močno odvisno od vremenskih razmer, letošnje nevšečnosti pa so ponovno pokazale, kako hitro lahko narava vpliva na pridelavo in delo kmetov. V UKC Maribor so se poklonili človeku z velikim srcem. Šimo Marinović je že 100-tič daroval kri in pokazal, da je največje darilo, ki ga lahko podarimo, pogosto tisto, ki rešuje življenja. No, podrobnosti pa v prispevku. V UKC Maribor je Šimo Marinović kri daroval že 100-tič in znova dokazal, da lahko majhno dejanje človeka nekomu pomeni največje darilo. Pomeni mi velika, ne, lep je občutek, da si nekomu pomagal, da niti ne govorim, da si morda nekomu rešil življenje. Ne. To je nekaj največ, kar lahko človek začuti. Ne.
Kri je prvič daroval leta 1983 v Bosni. To je bila njegova prva izkušnja z krvodajalstvom, ki je kasneje postalo pomemben del njegovega življenja. To je bil prvi in edini odzem ven Slovenije. Vseh drugih 99 odzemov je bilo v Sloveniji. Takrat sem še bil mladinec, je bila stara država, ne? Tam je pač bilo to nekako samoumevno, no. In sem šel tako v organizacijo, mladinske organizacije prvič, ne. Pol je pa tako steklo, ne. Na vprašanje, ali je bilo to njegovo zadnje darovanje, je z nasmehom odgovoril. Upam, da ne. Skoraj 5 let še imam, ne, časa, tako da bo nekaj še enih 10x15 računam, da bo. Njegova zgodba je dokaz, da humanost ni le enkratno dejanje, temveč odločitev, ki je človek z veliko predanostjo sprejema znova in znova. Ni lepšega občutka, ko veš, da si nekomu pomagal, a ne, da si, tako sem rekel, morda rešil življenje ali pa konec koncev vse se povrne, a ne, tako ali drugače. Tako da, ja, jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo, vidite, to je par minut, ne, časa. Je pa vredno veliko, ne. Saj jaz tako mislim, da nobenemu ne bo žal. V UKC Maribor poudarjajo, da so takšni jubileji vedno nekaj posebnega, je izjemen dosežek, ki priča o dolgoletni predanosti, humanosti in skrbi za sočloveka. Kar pomeni, da ima veliko tiste zavesti in v bistvu nekega moralnega, kako bi rekla, čuta do sočloveka, sam ima pa tudi zdravje in je sposoben, tako da v bistvu pomaga. Teh ljudi smo izjemno veseli, jih spoštujemo in jim s tem v bistvu, ko jih še posebej počastimo, izkažemo to globoko spoštovanje in hvaležnost. Trenutno ni kritičnega pomanjkanja krvi, vendar so zaloge v poletnih mesecih vedno bolj občutljive, zato vse zdrave in pripravljene vabijo, da se pridružijo krvodajalcem. Vse krvodajalce, ki niso na počitnikovanju, pa so zdravi, sposobni in v bistvu pripravljeni, jih lepo vabimo v naš center ali pa na terenske krvodajalske akcije, da pridejo in darujejo kri. Na centru veliko pozornosti namenjajo tudi pridobivanju novih krvodajalcev, predvsem mladih. Mlade skozi celo leto se trudimo, da jih vabimo na različne načine, torej vzgajamo že v šolah, v srednjih šolah sodelujemo z učitelji, s profesorji, pa potem tudi študentske krvodajalske akcije, tako da jih čez celo leto nekako vabimo v krvodajalske vrste. Zaenkrat se mi zdi, da določeni trendi so dobri, določeni včasih malo manj, ampak se cel čas trudimo, predvsem z Rdečim križem pa z vsemi našimi orodji, da jim približamo to darovanje, da ugotovijo, da to ni nič hudega. V UKC Maribor so jubilantu ob 100. darovanju krvi izrekli iskreno zahvalo. Poklonili so se tudi predstavniki območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona, od koder Šimo Marinović tudi prihaja. Poudarili so, da je vsako darovanje krvi izraz velikega čuta do sočloveka, 100-kratno darovanje pa izjemen dosežek, vreden posebnega priznanja. Jubilejni 30. tabor slovenskih otrok po svetu pa je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon na Svetem Duhu v občini Selnica ob Dravi združil 44 otrok iz 14 držav. Skozi slovenščino, kulturo in številna doživetja utrjujejo svojo vest s Slovenijo ter sklepajo tudi nova prijateljstva. Prijateljstva brez meja, slovenske korenine in nepozabna doživetja, kako jubilejni 30. tabor slovenskih otrok po svetu v CŠŠD Škorpijon doživljajo mladi Slovenci, so nam zaupali kar sami. Meni je ful všeč, da so pač Slovenci vse okrog sveta, da lahko se pač družiš s ljudmi, ki živijo v tujini, pa ti tudi, da se lahko pač ena velika družina Slovencev, ki živijo v tujini. Tukaj se veliko sami igramo nogomet, pa slovenščina mi je ful všeč, ker se tam tudi če znamo slovensko, se tudi malo boljše naučimo. Meni se zdi ful zanimivo, da je toliko ljudi iz različnih držav in različne kulture, različni jeziki. Mislim ljudje, ker vsi so prijazni in ja. To zdaj mi je zelo všeč, imamo veliko dobrih aktivitet in tudi
Prijatelj sem hitro našla. Namen tabora je predvsem krepiti povezanost mladih s Slovenijo. Skušamo to vez utrditi in okrepiti, kjer je potrebno. Na tak način, da jim približamo slovenski jezik, pa da tudi spoznajo različne kraje po Sloveniji, kulturno dediščino, tako, da spoznajo naravo Slovenije tudi. Otroci na taboru uživajo v pestrem programu, ki združuje učenje, raziskovanje in zabavo. Različne pohode, orientacijo, imeli smo tudi izlet v Maribor, pa ogledali smo si hidroelektrarno Fala, pa tudi smo se včeraj kopali na Mariborskem otoku. Nasplošno pa na vsakem taboru gledamo na to, da se otroci pobliže spoznajo z okolico, kjer bivajo. Z nami so delili najlepše vtise z tabora. Izlet v Maribor je bil definitivno zelo, zelo lep in potem smo se šli kopati, je bilo zelo zabavno. Ja. Je prišel en gospod, ki sam dela instrumente iz lesa, bilo zelo zanimivo in potem smo pa še kuhali, smo štrudel naredili. Smo šli jahat, pa ja, tukaj veliko gremo na sprehode. Otroci so z zanimanjem spremljali tudi kamishibai, japonsko umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah. V slikah na malem modru in potem jaz imam zelo rada te otroci, ki sodelujejo z gibanjem ali pa s ponavljanjem ali pa s petjem. Mnogi se na tabor z veseljem vračajo, saj tam ponovno srečajo stare prijatelje, hkrati pa spletajo nove vezi. Petič sem tukaj. Jaz sem tukaj že petič. Prvič sem bil na Kobaridu. To ima četrtič, mislim, da pa ja, film je fajn. Letos se je na taboru zbralo 44 otrok iz 14 držav. Kljub temu, da živijo zunaj Slovenije, jih povezujejo skupne korenine, jezik in občutek pripadnosti. S tem, ki živijo zunaj kot Slovenci, vsak išče, odkot prihaja. Skupno je to, da imajo skupne korenine in to jim da tisto identiteto, ki jo potrebujejo. Dom je del centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki deluje na 25 lokacijah po Sloveniji in skozi vse leto gosti številne šole v naravi ter različne tabore. Skozi samo šolsko leto beležimo nekje 6000 otrok. Nismo pa samo tukaj v času šole, ampak tudi v času počitnic. Letos smo sploh zadovoljni, kajti celoten julij smo tukaj, celo smo gostili oziroma izvedli 2 mednarodna tabora. CŠOD Škorpijon je v Belejnem taboru slovenskih korenin po svetu gostil tudi mednarodni motokros tabor in aktivne počitnice, ter tako še naprej ustvarja prostor, kjer se srečujejo učenje, narava in doživetja. Naš uspeh in moto je zagotovo to, da je treba ponuditi drugačne oblike učenja in takšne oblike, kot mi ponujamo, zagotovo pri otrocih puščajo več znanja in seveda znanja o naravi, ki vsekakor je tisti temelj za to, da otrok odraste v odraslo in odgovorno osebo. 30 let zgodb, prijateljstev in vezi v ŠOD Škorpijon ne poznajo meja. Tabor potrjuje, da slovenska identiteta živi povsod. V Gorišnici pa tenis že vrsto let povezuje generacije in ustvarja priložnosti za športno druženje. Tudi letošnji tradicionalni turnir je postregel z napetimi dvoboji, predvsem pa sproščenim vzdušjem in dobro voljo na igriščih. Poletni večer, dobra družba in strast do tenisa so znova povezali ljubitelje tega športa v Gorišnici. Fajn je, pač malo igramo, malo družimo, malo nekaj bolj spijemo, pa to. A kako pa bi ocenili tukajšnje igrišče? 10 od 10. A kako pa vam je všeč ta turnir in zakaj ste se odločili, da se ga udeležite? Udeležujem se ga že več let, ker pač sem doma iz Gorišnice, pa je fajn, pač dobra družba, sami poznani in to je to. Kakva je pa vaša tehnika na igrišču? Zmagati. Tradicionalni teniški turnir v Gorišnici je postregel z odlično rekreacijo, napetimi dvoboji in predvsem obilico dobre volje. Zdaj prilijamo že, mislim, da 18. In imamo lepe spomine, vedno je več igralcev, vedno več je mladine, tako da imamo kar rožnato spodbudo. Turnir, ki ga podpira tudi Športna zveza občine Gorišnica, je na igrišča privabil tako izkušene igralce kot tudi številne rekreativce. Danes je 18 udeležencev, turnir poteka v dvojicah, to so da igramo 2 dobljena seta,
pa do finala. Polfinale pa finale. Udeleženci prihajajo vsi iz občine Gorišnica, ker je to pogoj. Tradicionalni teniški turnir je že vrsto let del občinskega praznika in pomemben del športnega dogajanja v Gorišnici. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da tudi vključimo vse različne športe in se mi zdi, da to je ena izmed prireditev, ki se zelo lepo prijelo, takšnem sproščenem vzdušju, rekreativci v večini. Danes tu igramo tenis in se mi zdi, da je res zelo lepo. Igrišče se ponaša z dolgoletno tradicijo in ostaja pomembno zbirališče ljubiteljev tenisa. Kot igralec igrišča zelo primerno, v bistvu ne nazadnje že 30 let je tukaj igrišče, vsi igramo na tem igrišču, tako da smo navajeni domačega terena in nam je res super. Turnirja se je udeležil tudi župan in preverili smo, ali se je na dvoboj kaj posebej pripravil. Ne, ni bilo nobenih posebnih priprav, to je v bistvu res zgolj sproščeno vzdušje v združbi prijateljev in se mi zdi, da je to res najbolj pomembna zadeva. V prihodnje želijo še naprej skrbeti za igrišče in krepiti zanimanje za tenis, predvsem med mladimi, ki jim namenjajo posebno pozornost. Probali pri tem čim več mladine, žensk. V glavnem otroci imajo pri nas zastonj termine in lahko igrajo koliko hočejo. To je zdaj prihodnost, pa gradimo na mladine. V Gorišnici dokazujejo, da šport ni le tekmovanje, ampak predvsem priložnost za druženje, povezovanje in skupne trenutke. No, v športnem parku Pirnica pa so tudi letos pripravili tradicionalne vaške igre. Tekmovalci so se pomerili v 4 zabavnih disciplinah, ki so obiskovalcem približale nekdanja kmečka opravila ter povezale šport, druženje in ohranjanje tradicije. Športni park Pernica je tudi letos gostil tradicionalne vaške igre, ki sta jih pripravila krajevna skupnost Pernica in ekipa Perniški pok-poki. Kljub vročemu poletnemu dnevu so dogodek obiskali številni tekmovalci, navijači in obiskovalci, ki so ustvarili prijetno vzdušje. Da približamo ljudem malo starejše običaje in tudi eno tekmovalnost med ljudmi. Namen tega pa je, da se stari običaji ne pozabijo. Tradicionalne vaške igre so bile tudi letos del praznovanja Marjetovega 2026. Včasih je bilo to Sveta Marjeta v Pesnici, danes pa je to Pernica. In z Marjetom je povezano glede druženja ljudi, veselja, malo prikažemo starejše običaje, kako so včasih ljudje živeli in namen naš je, da se družijo ljudje in veselijo, ter malo se tudi zaplešajo pa zapojejo. Tekmovalci so se preizkusili v 4 zabavnih, a zahtevnih disciplinah, kjer so preverjali svojo spretnost, moč in ekipni duh. Tekmovalo so v disciplinah prelaganje drv, oziroma se bo nosilo, potem se bo tudi gradilo en stolp z drvami, potem se bodo konjske podkve metale na en kol, koliko krat boš vrgel, da se obesijo na en kol. Imamo tudi nareto eno tako prepreko, ker se bo samo kolnico oziroma šajtergo vozilo 3 bale. To so 3 bale iz sena, čez prepreke in v črko 8 in potem nazaj in tak naprej. Vaške igre niso bile namenjene zgolj tekmovanju, temveč predvsem druženju, povezovanju krajanov in ohranjanju tradicije. Kaj pa je pomembnejša, zmaga ali ekipni duh? Zmaga ob ekipnem duhu, najboljše oboje. Mislim, da so ti dogodki pomembni, da se ljudje malo družimo. V glavnem se dela čez leto, pa da se ko je lepše vreme, ko smo lahko zunaj, da se skupaj tudi v kraju malo podružimo. To je ono olimpijsko načelo, ni važno zmagati, važno je sodelovati in pa se družiti z sokrajani in pa z predstavniki drugih društev, tako da predvsem je to druženje pomembno, ni drugo pomembno. Pomembno je dobro druženje, družba, dobra volja, pa da je dan lepo zaključen. Definitivno nam več pomeni ekipni duh, tu smo mi ful močni, zmagamo tako stalno. Vaške igre tako ostajajo pomemben del krajevnega dogajanja, saj poleg tekmovalnega duha prinašajo tudi druženje, povezovanje in ohranjanje spomina na stare običaje. Sedaj pa na slikoviti trg na Ptujski gori v občini Majšperk, kjer je za en večer napolnil smeh. Za dobro voljo obiskovalcev je poskrbel eden najbolj priljubljenih slovenskih komikov, Tadej Toš, ki je s svojimi zgodbami in značilnim humorjem navdušil številno občinstvo. No, podrobnosti pa v prispevku. Slikoviti trg na Ptujski gori je za en večer napolnil smeh, dobra volja in prijetno druženje. Obiskovalce je za svojim prepoznavnim humorjem nasmejal Tadej Toš. Zato, da se bomo malo nasmejali, domačin je tukaj z okolice Ptuja, tako da moraš enostavno iti pa to pogledati.
da se malo nasmejiš, sprostiš, tako da vidimo, kakšne finte ima. Njegova direktnost in aktualnost, ampak vsako leto ga moraš poslušati. Da zna vsakdanje življenje spremeniti v humor in da se lahko nasmejiš in sprostiš, to je vse. Za zgodbami iz vsakdanjega življenja je hitro osvojil občinstvo, ki ga je nagradilo z smehom in dolgim aplavzom. Poskušam gledati na življenje tako, da bi videl čim več situacij, ki so nam vsem skupne in jih potem te situacije poskušam pogledati na ta način, da bi lahko mi videli, da je naše resno življenje sicer lahko tudi zabavno z drugega zornega kota. Občinstvo je nasmejal tudi z duhovitimi opaskami o poletni vročini, v kateri so se nekateri obiskovalci zlahka prepoznali. Zdaj pride vročina, tako da imamo zdaj lepi ležeren večer, pred nam bo tako svinjsko vroče, da spati ne bomo mogli glede na to, da smo pri zadnji ohladitvi, tako če pomislimo, kovtre že malo potegnili vun, ni bila samo erjuhica več, ampak je že kovtrček prišel. Kot pravi Tadej Toš, imajo poletne predstave posebno energijo. Ljudje jih ne doživijo le kot ogled nastopa, temveč kot prijetno druženje v drugačnem okolju. Prizorišče danes tukaj, temu bi se lahko reklo, ko človek stoji na odru pa pogleda dol, veliko, odprto prizorišče in ta predstava ni v nekem majhnem zaprtem krogu, temveč je na neki točki, kjer to že izgleda tako malo veliko, zračno, lepo, odprto in te predstave so poleti zmeraj posebne. Niso ljudje samo zaradi predstave nekje, ampak tudi zaradi tega, kje in kdaj ta predstava se izvaja in takrat pride do enega lepega srečanja. Jaz sem vesel, da sem jaz lahko tudi takrat zraven. Tadej Toš je že nastopal na trgu Ptujske gore pred 3 leti v okviru festivala Arsana. Letos pa smo se odločili, da bomo to samostojno, se pravi, pripeljali zopet Tadeja Toša na Ptujsko goro, zato ker je Tadej Toš en najboljših slovenskih stand-up komikov in v teh težkih časih mislim, da ljudje potrebujemo nekaj veselja in smeha in zabave. V turističnem društvu Ptujska gora želijo trg oživiti z različnimi dogodki ter mu vdahniti vlogo prostora, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo prijetne spomine. Prispeva dejstvo, da je izjemno zanimanje za vse prireditve tukaj na Ptujski gori, tako da recimo danes smo prodali več kot 400 kart, to pa je tudi nekako kapaciteta našega trga. In tudi bodoče bomo delali podobne predstave, tako da bo res se ljudje navadili, da so tukaj kvalitetne predstave in da preprosto morajo sem priti. Poletni večer na Ptujski gori se je zaključil v znamenju smeha in dobre volje ter še enkrat dokazal, da so prav takšni dogodki tisti, ki povezujejo ljudi. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Ostanite v naši družbi še naprej, kajti ob 20. uri sledi seveda oddaja oziroma podcast po črto mandata. No, poglejmo pa še, kaj bo sledilo v tem koncu tedna. V Majšperku prirejajo postavitev klopotca in sicer na Završah v organizaciji vinogradnikov in sadjarjev Majšperk. Slednje se bo zgodilo torej v nedeljo, kot že rečeno, 2. avgusta o 15. uri. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega večera in nasvidenje.